Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno je med nami zimski čas, čas za nove pravljice. In današnja pravljica bo spet nekaj posebnega. In sicer bomo spoznali Snežaka, gospoda Snežaka. Ja, prav ste slišali. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnimo pravljici z naslovom Gospod Snežak, ki sta jo napisali Kate Westerland in Eve Tharlet. Glej, Liza, gospod Snežak bo dobil prijateljico, je zaklicala Tija. Vsako leto, ko je zapadal prvi sneg, sta Liza in njena sestrica Tija namreč postavili sneženega moža. Na glavo sta mu poveznili star cilinder, dobil je dolg rdeč šal in debele rdeče rokavice. Potem sta povedali mamici in očku, da je prišel na obisk sneženi mož in da stoji na vrtu. O, letos imamo tudi mačko, je rekla Liza. Kakšno packarijo pa si zmešala s snegom. In res je, mala bela snežena mucica ima nekaj grdih črnih pack. Nič je ne motijo, je odgovorila Tija. Sestrici sta stekli v hišo povedati staršem, da je gospod Snežak že prišel in to pot pripeljal s seboj belo mucko. Komaj so se za njima zaprla vrata, pa je prišla mimo deklica. Ema se je z družino šele pred kratkim priselila v hišo na koncu ulice. In ko je zagledala postavnega sneženega moža, je obstala in ga z občudovanjem ogledovala. Tu gotovo živijo otroci, si je rekla. Morda celo deklice mojih let. Toda razen sneženega moža in mucice je ni nihče slišal. Oprostite, je rekla Ema. Pozdravljeni, imeniten gospod ste. Zasmejala se je in se priklonila. In kakšno lepo mačico imate. Gospod Snežak in muca sta se nasmehnila. Sem smo se preselili, ker je očka tu dobil novo službo, je pojasnila Ema. Mamica pravi, da nam bo šlo zdaj končno bolje. Deklica se je sklonila k mucki in vzdihnila. Želim si, da bi te našla pod našim božičnim dreveščkom. Snežinka bi ti bilo ime. Potem se je obrnila in stekla proti hiši na koncu ulice. Morda je sneg pod njenimi čeveljci preveč škripal, ali pa, zgodilo se je, da Ema ni slišala male mucke, ki je tiho rekla: Snežinka je lepo ime, zelo rada bi bila. Ampak Ema je korakala naprej, ne da bi se ozrla. Gospod Snežak, ni me slišala, sicer ne bi kar šla, je potožila mačica. Od nekod je priletel ptiček in sedel snežnemu možu na ramo. Le kdor sliši snežinko, ki pade na zemljo, lahko sliši tvoje besede, je začivkal. Je to res, gospod Snežak? Ja, to je res, je pokimal gospod Snežak. Ampak jaz bi rada bila njena snežinka pod božičnim dreveščkom, je žalostno zamjavkala mala bela kepica. Kaj pa naj pomeni tole zavijanje? Je vprašal zajček, ki je prav takrat priskakljal mimo. Mislim, da bi tale snežena muca rada uživela, je rekel ptiček. Iz snega je previdno pokukala miška. Mačk se je namreč bala, pa čeprav so bila iz snega. Mislila sem, da si prijateljica gospoda Snežaka, je zacvilila. Jaz pa mislim, da Ema potrebuje prijatelja bolj kakor jaz, je odločno rekel gospod Snežak. Ampak saj sem iz snega, je zastokala mačica. In niste povedali, gospod Snežak, je vprašal ptiček. Kaj pa? Je zanimalo belo muco. V snežinkah, ki padajo na božični večer, je skrit prav poseben čar, je pojasnila miška. In časih se na ta večer izpolnijo želje, je dodal zajec. Pa se sploh ne sneži, je mjavknila muca. Gospod Snežak pa se je le namuznil. Mesec je sijal. Veter je zapihal okrog gospoda Snežaka. V cerkvenem zvoniku je glasno odbilo 12. Nenadoma
so po zraku zaplesale snežinke. Tedaj se je gospod Snežak pretegnil, kot bi do zdaj neskončno dolgo spal. Naredil je nekaj korakov, potem pa se je sklonil k mali kepici, ki je nepremično ždela v snegu. Otresel je svoj cilinder in snežinke, ki so padle na belo muco, so se bleščale kot zvezdice. So očarani zavzdihovali zajec, ptiček in miška. Kako lepo! In mala snežena mucica se je spremenila v pravo muco, Snežinko. Ema ni mogla verjeti svojim očem, ko je naslednje jutro našla pod božičnim dreveščkom košaro. V njej je ležala bela muca z majhnimi črnimi packami v kožuščku. Prav taka je bila kot tista muca iz snega. Le kako je to mogoče? In ko je mala muca opoldne zadremala, punčka ni več zdržala. Stekla je k hiši obeh sestric. In glej, ob sneženem možu ni bilo nikogar. Tedaj so se odprla vrata in iz hiše sta stopili obe deklici. Dober dan, jaz sem Ema. Povejte no, ali ni včeraj ob tem sneženem možu sedela tudi muca iz snega? Živjo, jaz sem Liza in tole je moja sestrica Tija. In ja, seveda sedi ob sneženem možu muca. Bojim se, da je izginila, je rekla Ema. In jima vse povedala. To ni mogoče, je rekla Liza. Tudi jaz sem tako mislila, dokler nisem v snežinkini košari našla te rdeče rokavice. Gospod Snežak je imel take, je zaklicala Tija. On ti je prinesel mutico. Začudeno so se vse tri deklice zastrmele v gospoda Snežaka. Tako tiho je bilo, da bi lahko slišal snežinko, ki bi padla na zemljo. In takrat se je zaslišala od nekod. Vesel Božič, otroci! Vesel Božič, gospod Snežak! Kako prijetna pravljica. In kako prijazen je tale gospod Snežak, kaj ne? Vsak izmed nas bi si želel željo, ki bi se takole uresničila. Vendar moramo biti pri željah previdni. Namreč muce ali kužki, domače živali potrebujejo nego in skrb in seveda čas. Zato bodimo pazljivi, kaj si zaželimo. Nikoli se ne ve, kdaj se nam te želje zares uresničijo. Ja, tale zimski čas je pa res čaroben. Prav zares. Tako, to je bila pravljica z naslovom Gospod Snežak. Če pa si želite slišati še kakšno pravljico, le kliknite na moj knjižni kotiček, kjer že čakajo pravljice na vas. Do prihodnjič pa en Snežakov. Čau, čau!